Policisti bodo ta konec tedna od 3. do 5. aprila preverjali, ali spoštujete prepovedi gibanja in zbiranja. Kot pravijo, je namen sprejetega odloka zajeziti širjenje epidemije koronavirusa, tega pa ni mogoče storiti drugače kot z izogibanjem stikov in zadrževanjem doma. Odlok do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. Vlada Republike Slovenije je izdala spremembe odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Tako so od danes lahko odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov, ki so vezani na sezonsko prodajo. Dovoljena so tudi gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in občani občine Brežice so zagotovili 27 dodatnih računalnikov za učence. V Brežicah so namreč na podlagi zaznanih potreb pozvali širšo javnost in javne zavode, da preverijo, ali sami razpolagajo z delujočimi računalniki, ki se jim lahko odrečejo in jih namenijo osnovnošolcem, ter tako pomagajo posameznim učencem pri sledenju pouka v teh izrednih okoliščinah. Ker se potrebe učencev po računalniški opremi ugotavljajo sproti, običajno takrat, ko učitelji preverjajo dejansko izvajanje nalog učencev, akcija zbiranja računalniške opreme še vedno poteka. Zato občina vabi posameznike in organizacije, ki imajo delujoče računalnike in jih ne potrebujejo, da se odločijo za sodelovanje v akciji. Več informacij je na voljo na telefonski številki 07 620 5500 ali elektronski pošti roman.omerzu@brezice.si. Pouk po šolah v naši občini poteka zelo uspešno. Na to nam kažejo tudi odzivi staršev, učencev, za katere smo res jim hvaležni. Hvaležni tudi za vse predloge, ki jih skušamo upoštevati. V zadnjem tednu se trudimo vzpostaviti stik še s posameznimi učenci in njihovimi starši, ki do sedaj niso bili odzivni. Za nadaljevanje pouka je to izrednega pomena, da smo v stiku, saj bomo lahko le na tak način učencem pomagali pri upravljanju šolskega dela, če bodo to potrebovali in svetovali in vedeli, kako učenci napredujejo. Strokovni delavci se intenzivno izobražujejo, iščejo programe, načine, ki bi omogočali stik z učenci v živo in ga že zelo uspešno tudi vzpostavljajo. Učenci izražajo ob tem zadovoljstvo, veselje, ko učitelja in sošolce spet vidijo, slišijo. Vse to kaže na to, da drug drugega že zelo pogrešamo. Večina šol je učence preko donatorjev opremila z računalniki, tablicami, še vedno pa naprošamo podjetja in vse ostale iz našega okolja, da nam pri tem pomagajo. Težave imajo številne družine s šoloobveznimi učenci, ki imajo samo en računalnik, in predvsem njim bi s tem omogočili, da bodo učenci lahko gradiva, ki jih pošiljajo učitelji, uspešno tudi opravili. Prav tako nam prvi starši že sporočajo, da so se računalniki pokvarili in zato je pomembno, da imamo na šolah nekaj rezerve, ker predvidevam, da bo teh klicev kmalu še več. Vsem nam manjka dnevni živ žal, a se zavedamo, da tako mora biti in da bomo le na tak način uspešno zmogli. Učencem sporočam, tokrat je priložnost, da pokažete, da ste že samostojni in vztrajni pri učenju in da ste lahko staršem veliko pomoč tudi pri vseh vsakodnevnih opravilih. Vsem vam, starši, učenci in učenkam, niste sami. Skupaj smo in skupaj zmoremo in znamo veliko. Ostanite zdravi v želji, da se kmalu spet vrnemo v šolske klopi.